Na prestolu zna postati dolgočasno. Očitno. Vsaj če sodimo na primeru Toyote Corolle. 50 let je že na sceni, a pred 10 leti so strategi ugotovili, da je Corolla postala svoj brand. Sinonim za dober, zanesljiv in dosegljiv avtomobil. Saj ne, da bi bilo s tem kaj narobe, a razumemo, da to nekako ne omogoča rasti širjenja podjetja, nabiranja novih kupcev. Je pač tako, da smo kupci avtomobilov še zlasti v razvajeni Evropi obsedeni z iskanjem nečesa novega. In tako je Toyota tedaj odprla pot Aurisu, na nek način pa tudi vsem prihajajočim, bolj strastnim Toyotam. Seveda pa je Corollo ohranila v ponudbi, saj če je nekaj dobro v absolutnem smislu, je to pač res dobro. In res je, Corolla ne bo ustavljala pogledov. In včasih, ko imaš status samo z SUV-jem, 4-vratnim kupejem ali športnim karavanom, Corolline limuzinske oblike nihče ne bo smatral kot nekaj statusno premijskega. A kaj bi se sekiral, če si dobil, kar si iskal? Lepo, čeprav neopadljivo obliko, udobno tiho kabino z veliko prostora na zadnji klopi in ustrezno prostornim prtljažnikom. S Corollo dobiš tudi izredno varčen motor z avtocestno porabo manj kot 5 litrov, kar bodo cenili še zlasti podjetniki. Napredne sisteme, pa tudi nizke stroške nakupa in dobro ohranjanje vrednosti. Skratka, Corolla je avto, ki ga opaziš šele, ko se drugi nehajo bleščati. A ko ga enkrat opaziš, je življenje z njim prijetno in zadovoljno.